takole sam pri sebi novijo zamisliš, sprevidiš, da se na vse res treba užiti. Kaj ti? Kako hočeš drugače? Živiš in živiš takole samski, nazad da se tebale zakaj. Ta predpust sem spet zamudil, čeprav že litovanska posredovalka hodi že 3 mesece k meni. Že meni se ti kar nekaj smešno. Ej, Stepan! Posredovalke ni bilo. Ne, jaz je danes nisem videl. Pri krojaču si bil? Sem, gospod. No, živa pravi. Živa? In kaj ima kaj dosti skupaj? Dosti, mislim, da je že pri gumbih. Kaj praviš? Pravim, da je že pri gumbih. Ali ni nič vprašal, zakaj je bo gospodu prav? Ne, nič. Mogoče je pa vprašal, da se misli gospod ženi? Ne, nič ni rekel. Ampak, tam pri njem si videl tudi druge frake. Da, frakov je tam dosti. In misliš, da so iz slabšega suknja kakor moj? Da, vaše suknjo bo bolj v oči padlo. Kaj praviš? Pravim, da vaše suknjo bo bolj v oči padlo. Dobro. Ampak, ali ni nič vprašal, zakaj bo gospodu fraki tako dobrega in dragega suknja? Ne, nič. Ali ni nič vprašal, ali se misli gospod ženi? Ne, nič takega ni vprašal. Ampak to si mu povedal, kdo sem in kaj sem. Sem? No, in kaj je rekel? Rekel je, da se bo potrudil in da bo Franč lepo narejen. No dobro, lepo idi. Tako lahko, Tonino, kot je muho prepodit, pa tega ne bo storil niče. Kot da to služičat ne bi rekel plačevo. Ej, Stepan! Na! Nadlegovati gornjega svetnika je pa nesramnost vseh nesramnosti. Toliko malih priložnosti pa ti sedi na tako veliko glavo. Mislim, da je čarovnik nekoliko bolj soliden, elegantnejši. Barvasti so bolj za kakšne tajnike, za mlečno zob, se za petelinaste svetnike in podobno manjkodasne. Kaj više postavljeni moramo, kako se to pravi, paziti na svoj, pa sem spet pozabil besilo. In to dobro besilo tak je pozabil. Tako je, prijatelj. Obrači to zadevo, kako hočeš. Ampak dvorni svetnik je toliko kot koliko može. Samo da ima uniformo brez epileta. Ej, Stepan! Ali si kupil kremo za čevlje? Sem? Ki je v trgovini nasproti mavzoleja, ko si ti naročil? Tam, da. No, kaj dobra krema. Dobra. Si poskusil čistiti čevlje z njo? Sem? Pa se svetijo. Se svetijo? Pa še kako? In kot jo je dejal, ali te ni nič vprašal, zakaj je gospodu tako dobra in draga krema? Ne, nič. Ali te ni nič vprašal, ali se mora misli gospod ženi? Ne, nič ni rekel. No dobro, lepo idi. Nepomembna reč, ki si misli človek. Ampak, če so slabo narejeni in slabo kremo mazani, pa v dobri službi nimaš več pravega ogleda. Kar nič pravi nisi. In kako je še ne potočete Žulijo? Vse bi prenesel, samo tega ne. Ej, Stepan! Kaj izvolite? Ali si povedal čevljarju, da ne čevlji radi Žulijo? Sem? In kaj je dejal? Da je prav. A prav je, da me žulijo? Ne, prav je, kar sem povedal. A ja. Ampak skrbi in sitnosti so stole ženitvijo, da je brak si predel. To in ono in tretje, da bo vse v redu in prav. Vrak jih dal, to ni tako enostavno, kako pravijo. Ej, Stepan! Hotel sem ti nekaj naročiti, pa sem spet pozabil. Posredovalka prihaja. A je že tu? Pa pokličijo vsem. To je težka stvar. To ni, da bi se kar tako en dan naročil. No, je že tu.
dober dan! Dober dan, Vio Klebanona! No, kako je kaj? Sedi in pripoveduj. Kako je že ime? Jagoda. Agatja Tihonovna. Sam res, Agatja Tihonovna. Gotovo kakšno 40-letno dekle. To pa že nikakor ne. Se pravi, ko se oženite, mi boste vsak dan sproti hvalopeli. Tako boste zadovoljni. Mlada in izredno lepa je. Lažeš, Fjokla. Da bi lagala? Lažejo cigani, ne pa Fjokla Ivanovna. Inota, povejmo še enkrat, tako rad slišim. Torej, zidana hiša v 2 nadstropjih. Donosna je veselje. Samo pek plačuje 700 za prodajalno. Točilnico za pivo tudi v kleti gre zelo dobro. Hiša ima 2 leseniki, eno čisto leseno, drugo ima zidane temelje. Vsako ji vrže po 400 rubljev. Potem ima vrt na sončni strani. Pred 2 letoma ga je imel v najemu za zelnik ugledan trgovec. Tako trezen možak, da niti ne bo vzel pokojna. In 3 sinove ima. 2 je oženil, tretji pa Dobro. Kakšna pa je kaj tako, Kakor bombonček, bela, rdeča, postavna, prikupna, ljubka. Pa kaj bi govorila? Rečem vam, da boste tako zadovoljni, da boste prijatelju in sovražniku govorili. Fjokla da pa da, bogi plačaj. Že. Ampak po rodu in izobrazbi ni bo bar? Dobrega trgovca, čije? To je dekle, ki niti županu ali generalu ne bi delala sramote. In zmeraj mi pravi, dajte mi moža kakršnega hočete, tudi če ni kaj posebnega na pogled, samo da bo gospod. Take narave je. In ne verijo. Ko obleče svileno obleko za kmaši, Bog mi je priča, da gar šumi za njo. Vprašal sem te namreč, ker sem tovorni svetnik. Potem takem razumeš, da to ni kar tako. Jasna stvar, kaj ne bi razumela. Imeli smo že dvornega svetnika, pa smo ga odklonili. Imel je namreč strašansko čudno navado. Vse, kar je zinil, je bila laž. Na videz pa takvi gospod, kaj hočeš, tudi takšni so. Imaš morebiti še katero drugo? Kakšno bi pa še rad, to je daleč najboljše od vseh. No dobro, pa premislimo. Pridi no, po jutrišnjem pa bova takole medtem, ko bom jaz tukaj počival in prekal pipo, boš pa ti pripovedovala tukaj. Ampak za božjo voljo, 3. mesec že hodem, tebi koristi pa niti toliko, ta pa v svoji kari vleče pipo. Ti pa me da misliš, da je kar tako kazal pit. Ej, Stepan, daj škor, ne, in na tak pit na noge in haj, to je težka stvar. To je treba resneto pretehtati in prodati. Tukaj gre za vse življenje. Vse prav, če je treba pretehtati, tehtaj, saj zato je blago, da tehtaš. Ti pa vendar ukaži, naj ti dajo suknjo, kar zdaj se odpravi in pojdi k njej. A kar zdaj? Poglej no, kako je temno. Saj mi ne bo ti še drž ujel, dej. Kakor hočeš, samo ti boš na škodi. Na glavi se ti že kažejo mili lasinče, dej nimaš prav veliko. Kmalu sploh ne boš več za zakonske reči. Strašanska reč, dvorni svetnik. Jaz si najdem ženitlo, da tebe niti pogledala ne bo več. Kaj te je pa pičilo? Kaj pa me daš? Kakšni bili lasje? Kje so bili lasje? Zakaj pa naj bi jih ne bilo, saj zato človek živi? Glej, ta ti ni prav, druga ti ni prav, jaz pa imam na muhi politika, da mu ti niti dobra ne sediš. Govori kakor trobenta. Lažeš! V zrcalu se pogledam. Kaj si izmislila, beli lasje? Kje nekje vidiš? Ej, Stepan, prinesi zrcalo. Ne, počakaj, bom že sam. Glej!
prepetula jezikava, kaj nekaj tukaj iščeš? Pa ne, da bi se hotel podkoljosti. Je to mogoče kaj hudega? Mu je že Bog dal milost. Lej ga cigana, meni pa niti ne omeni ne. Lejte cigana, kar ne skrivaj, ja? Kaj pa je to? Kakšne neumnosti pa so to? Prestrašil si me, da mi kar srce zastalo. Na, poglej! Ne bi je več. Daj, da prijatelj, samo malo sem se pošalil. Ni pa šala. Poglej, mi bo srce še hodilo bi. In še zrcalo se je razbilo. To vendar ni zastonj. V angliški trgovini se ga kupi. Daj, no priskrbim ti drugo. Vraga mi priskrbiš. Saj poznam druga zrcala. Pokažijo te 10 let starejšega in še obrazki s pacijo in vas potegnejo. Poslušaj, jaz imam več razlogov, da se jezim. Meni, svojim prijateljem pa niti besedice nameniš, da se nameravaš oženiti. Pojdi, no, pojdi. Niti v sanjah ne. Saj je tukaj dokaz. Tukaj ne poznamo to ptico. Sicer pa to ni nič kaj takega. Zadeva je krščanska. Celo domovina ni potrebna. Izvoli, ampak zdaj vzamem stvari jaz v roke. No, govori. Kaj, kako in tako naprej. Renkinja, meščanska ali trgovceva hči? Kaj je in kako je ime? Moj prijatelj, nikar tako. Kakšna pa je? Nevesta mora biti lepa. Agatja Tihonovna iz Bratislave ulice, postavna. Ne, nikar se ne brigaj za to. Aha, tako je zavinotočan. No, ko zaviješ v ulico, takoj zagledaš hišo, v kateri stanuje ona. To se pravi Agatja Tihonovna, nevesta, da je malo taki. Dobro, Fjoka, ampak zdaj tebe ne potrebuje več. Kar pojdi. Kako to? Bi nas sam tako roko zamislil? Sam ne, nič se mi ne vtikaj. Podkoljosin je moj prijatelj in ga tudi jaz podobno ženim. O, ne sravneš, grdi. Takole si zdravi moje zaupanje, seveda, zdaj ko sem ti vse povedala. Ne vtikajte se v garčike in nisi kos. Pretrp ali te zadar. Prosim, ne povej se. Samo kropi odjedal ljudem brezbožnež. Če bi to vedela, te ne bi povedala. Ti ne stara nič vredna. Ja, te stvari ne smeš odlagati. Pojdiva. Pa saj že ni nič. Samo na misel je prišlo. Jaz sem ga pa samo poslušal. Le nič za Gregor. Ozemite, da še čuti ne boš. Stopiva zdaj k nevesti, pa boš videl, da pojde kot bi trebil. A ker zdaj da greva tja? Kaj pa še? Zakaj pa ne? Lepo te prosim, zakaj ne? Misli vendar, kaj imaš od tega, da nisi oženjen. Poglej, samo poglej. Tamle leži mazan spodaj. Tamle skleda za umivanje. Nočna posoda ne daje posebno vodnega počutja. In so tu rodi po dvorišču. Na mizi imaš štuktova, kar ti pa ves dan presedaš in se preteguješ, da se Bog usmili. To je res. Saj vem, da nimam pravega reda. Kako pa boš oženjen? Sam sebe boš res skupaj poznal. Tukaj le, boš imel majhnega psička in predstavljal si, sediš, pa prisedek ta vigalnica. Čeka na babnica, da prinese čaj ali kavo in te takole z vročico pobrava. In če pomisliš, kakšne roke imajo te lepe gospodične. Prijatelj, zanimajo samo rok. Rečem ti, kakšno ritko. Sam zdomek meni, če so tega nimajo. To je res. Veš, da mi je všeč, če sedi zraven mene čedna ženska. Pa vidiš, da se te posvetilo. Zdaj je treba samo se še urediti. Svadbo, gostilje in vse drugo prepusti meni. Šampanca ne sme biti manj kot 1000 steklenic. Oprosti, prijatelj, toliko jih mora že biti. Neveste ima gotovo kup takih botnic in te ne poznajo šale. Za gostiljo imam v misli plesalce, odlične borce in nekega dvornega natakarja. Ta streljate na krvi, da ne boš mogel odmiti. Ljubi Bog, nekaj se tako želiš, kot da bi bila svadba že tretji. Zakaj pa ne trebi, če mu odlaga? Če je res, kot pravi Fjoka, da je čedna in tična, no, vse si za to, kaj pa še več hočeš? Jaz? Nisem se še popolnoma odločil. Pa se poskusiva podkoljosti. Kaj nisi ravno kar rekel, da se boš oženil? Rekel sem samo, da ne bi bilo slabo. Kako to? Ajde nisem že so stvar uredila. Kaj pa te moti? Ali ti zakonsko življenje ni všeč ali kaj? Še vedno je mi všeč, ampak kaj je zdaj? Kaj pa je potem? Zakaj pa gre? Pravzaprav za nič, samo čudno je. Kaj je čudno? Kaj ne bi bilo čudno? Vse življenje sem bil samski, do sedaj
Ženje. No, i te ni sram takega govorenja. Ne, že vidi, s tobой treba govoriti resno. Govorimo odkrito, kako oče s trmastim in neubogljivim sinom. Pomisli, kdo si in kaj si? Kratko malo, hlotki nima nobenega smisla. Zakaj sploh živiš, prijatelj? Na, poglej se v zrca. Kaj vidiš ime? Sivera si. Bedast obraz, drugega nič. Zdaj si pa predstavljajo proti sebe otročička. Ampak mogoče kar 6 in vsi so podobni tebi, kakor kapli. Zdaj si sam, dvorni svetnik, ekspeditor, nekakšen uradnik, načelnik ali kaže si. Potem pa predstavljaj si. Podoba okrog tebe sami svetnički in ekspeditorčki. Takele majhene kanalice in prvolinče postegli v dočice in te potegli za zalice. Najnekaj lepšega tole. Ja, otroci, to so sami nagaljivci. Vse mi bodo pokvarili in razmetavali knjige, papirje, belilo in kaj jaz bi najčem vse. Naj nagajajo, da bo si dali podobni, to je tisto najpomembnejše. To je res kar smešno, da mi to zgodi. Takle piščanček je, takle ščenele, da pa ti že me spodobe. No, kaj ne bo smešno? Seveda je smešno. No, daj, potisni se, pojdiva. No dobro, pa pojdiva. Ej, Stepan, pomagaj živino gospodu, da se obleče. Se kam peljete? Ide, važnejšega opravka v življenju nisem videl. Mislim pa, da bi moral vzeti bil delavnik in metučka. Kaj pa? Daj, no, to je vseeno. Vražja perca. Kako se na moj naštrbil obraznik. Na, še metuček ne stoji. Stepan, reci, da si bom poiskal drugo, če bo tako nikara perilo. Najbolj se zabava s kakšnimi ljubčami, da boste navedel kaj. Bom povedal. Daj, no, prijatelj, kaj se obijaš, hitreje, ne? Dobro. Slušaj, do prijatelj. Polino, ti rekaj sem ti, ja. Ne spredaj me še vse. Kaj pa je spet to? Ali se ti miša? Jaz ne grem. Kateri naju se pa ženi? Ti ali jaz? Res mi nekako ne da. Pojdiva raje jutri. Ali pa kdaj drugič. Ali še kakšna iskrica pameti v tebi, ali pa si nepopravljiv budec? Čisto si bil že pripravljen, enako pa ni treba. Pa rece mi nisi neskretan prismuknjen. Kaj pa smerjač? Kaj se ti pa naredil? Bedak si, največji bedak, to bi ti vsak povedal. Sram se prav si ekspeditor. Ja, zakaj se pa ženiš? Za svojo korist. Tako lepo nevesto ti zmakneš pred nosa M2, ampak ne, ti zakrpnjen samec, kar ležiš in čakaš. Tak si kot baba. Ne. Slab si kot baba. Ti si mi pa res dober. Ali si pripravi v pričo služabnika bezmere in to s kakšnimi besedami, koga da ne bi bilo drugih lepših besed. Kdo se pa ne bi jezil? Kdo se ne bi razjezil, to vprašam? Kdo pa ima moč, da te ne bi temeljito zmenjal? Odločil si se, gospodoven človek, da se oženiš, da boš obogal zdravo pamet, nenadoma pa kakor da bi se ti zmedlo, kakor da bi se volčih jagod najedel, tesno zavarjal. No dobro, saj gre, kaj to piješ? Jasno da greš, kaj to boš drugega? Jasno da greš. Daj mu klobuk pa brašč. Pravi čudak. Ni pametno, ni popravka. Kar lepo te nakrulim. In to zapaj za nič. Da res ne ve, kaj je ženitev in kaj so manire in kakšna odgovornost je to. Ja, potem pa še ti otroci. Nekdo jih bo ljubil in milil okoli tiče. Zanima se neki galokran, solze, pozabljeno pismo. Na drugi strani pa kaže veliko pozornost križev, tudi neka podobnica dela staro. In kdo misliš, je križev kralj? Ne vem.
Ah, Galadija, če bi bil Ranki tvoj še živ, ne bi tako govorila. Včasih udaril s pestjo po stolu in zavpil. Briga me tisti, ki ga je sram biti trgovec. Jaz se že ne dam v trgovniku. Tako je rekel. Drugi pa kakor hočejo. Pa tudi si je nedavno službo, je rekel. Kaj trgovec se služi pošteno, prav tako kakor kdo drug, in ti je mahnil s pestjo po stolu, roko je bilo veliko kakor vedro. Bog se nas usmili. In če po pravici povem, je ospravil tvojo matero Kartovo deželo. Lahko bi bila dalj živela. No, saj, in jaz ne bi vzela tudi takega hudega moža. Za nič na svetu ne vzamem trgovca. Ampak se rekel Peter ni tak. Nočem ga. Bravorna, ko pojedu se mu bo srce delo povradi. Pa tudi prestar je. Ne, nočem ga. Ampak kje boš pa dobila dobrega moža? Na cesti ga ne najdeš. Fiokla ga bo našla. Ni dolgo, ko se je sama ponudila, da mi poišče najboljšega ženina. Fiokla laže kakor pes teče. Njej pa res ne moreš ničesar verjeti. Je kdo doma pri tej hiši? Je. O, Fiokla, no, kaj je? Govori, da imaš? Imam, samo daj ga pridem k sebi. To niso mačje solze. Vse hišo sem obšla za tvojo stvar. Oblezla pisarne in ministrstvo, vse pretaknila. Za svojo gospodično sem pripravljena narediti vse in to brez zamere. Zato sem ti tudi priskrbela ženinov. Kakšnih, se pravi, svet stoji in bo stal, a takih še ni bilo. Nekateri pridejo že danes, prišla sem te opomniti. Kako danes? Moj Bog, bojim se. Nič se ne boj, draga moja, taka je navada. Pridejo, pogledajo, to bo vse. In tudi ti si jih lahko malo gledaš, če ti ne bojo všeč, naj grejo. No, upam, da si dobro izbrala. Koliko jih pa je? Veliko. Kaj jih že? Kaj si pa tako zaprpotala, prijateljica, tako bo izbira lažja. Če ti eden ne bo povoli, ti bo pa morda drugi. Ali so tako postavni? Vsi enkratni, takih, kakor jih še ni bilo. Povej, no, vendar kakšni so? Povej, kakšni so? Takšni, imenitni, urejeni, čedni. Prvi, ževaki, čudovit človek. Bil je pri mornarici kakor na las zate. Pravi, da potrebuje bolj košato nevesto, suhi sploh ne mara. Drugi, Ivan Pavlović. Pa je pa direkten možak. In kako je zagrmel name? Nečem čajno umnosti, kakšna je nevesta, kar naravnost povej, koliko ima premičnega in koliko nepremičnega. Toliko, gospod, sem rekla. Lažeš pasja hči in je pristavil še veselico, da se ti je ne upam povedati. Takoj sem vedela, to mora biti plemeniten gospod. No, in kdo še? Anuškin. To je pa rahlo čuta, draga moja. In ustnice, kakor malina. Čisto kakor malina. Da, takle sorte človek je. Rekel je, moja nevesta mora biti lepa, dobro vzgojena in francosko mora znati. Da, takle sorte, nemške sorte. In tako kar s tenkimi nočicami na tako rahlo spominjena zgledem. Ne, da ti krki niso nič kaj pri srcu. Sama ne vem, nič se mi ne zdijo primerni. Če hočeš bo zastavnega, vzemi Ivana Pavlovića, boljšega ne najdeš. Temu ni kaj reči, to je gospod, kakor še mora. Komaj da bo skozi dole vrata. Koliko je star? Kakih 45, pa tudi
povedala. Ti boš že pravi naokol prišel. Prosim, če ti ni všeč, povzemi že Vakina. To je izvrsten ženin. Kakšne ima lase? Lepe, nos. No, tudi nos ima lepo dolg in lep. Vse na pravem mestu. Naprimer, v stanovanju ima samo pipo, drugega pa nič. Nobenega pohištva, na vlake. No dobro, ima še koga? Stepanoviča. Da je pa velikobralnik, titularni svetnik. Imam še, sicer nekoliko jeclja, ampak je tako pohlepna duša. Kaj pa ropotaš? Uradnik, reši povej, je resen možak? Ali morda ti pije? Bog se usmiri, ali pa da se ne podi za drugimi ženskami? Ne, to ne. Pije. No ja, pije, ne bom tajila. Kaj hočemo, saj je titularni svetnik. Drugače je pa ve kako žame. Naj bo še tako mehak kot Boga. Moj mož ne sme biti pijanec. Kakor hočeš. Če nočeš tega, vzemi drugega. Sicer pa, prava reč, če kdaj malo globje pogledal kozarček, se že ne reče, da je pijanec, te bo vsaj kaj po pravici povedal. Kakšen dan, naredi izjemo in bo popolnoma trezen. No, in koga ima še? Imam še enega, ampak knjiga mi govorila, pozni, ti, ki sem ti naštela, so imenitejši. No, kdo je? Saj ni vredno, da mi govorila, je sicer bolni svetnik, ampak težav, da ga jim zvlečeš iz postelje, kaj šele izkriše. Ja, kdo pa je to? Naštela si jih šele 5, reče si pa 6. Glej, ljubno, kako jo zdaj razganja, a in ti jih je še premalo. Le kaj klektajo vsi ti poimenitneži? Zaradi mene 6 takšnih ne zaleži toliko kot en sam trgovec. To pa spet njarina. Greš pa že plemenitlašu, takšnemu svetniku večja čast. Kaj čast? Če se stanikov sobolje vključimo na glavi pripekje z lepim avtom pred našo hišo, pa mu pride nasprot plemenitlaš uradnik in mu reče: no, kramarček, pomakni se ali pa, no, kramarček, pokaži mi najboljši žamet. Trgovec pa: izvolite, poslušajte njene cenjeni gospod, naj mi pa kučimo z glave. Uradnik se bo pa samo obrnil in odšel. Če ne bo hotel, bo pa tvoj plemenitaš kazal nagori in ne bo imel kaj obleči. Ježeš, oni so! Kakšni oni? Oni, kateri spečeni, no! Živini! Pa že danes! Enak gospod se je pripeljal in že svojega polita pogleda. In nič ne bo spravljeno. Pa da mizi umaza. Teta, to ne naredi. V sami srajci so. Steci za kino vleci ne gre. Teta, ampak obleka ni slikana. Obleci drugo. Ali je nevesta doma? Je, seveda je. Počakajte tukaj, prosim. Počakam. Ampak ne predolgo. Šel ste za trenutek zgleda, ne pride general na misel. Kje pa je eksekutor? Na ogledanje šel. Smešno. Mi božji general pokazal nevesto. To pa ne še enkrat pregledam. Zidana dvonastrobna hiša. Je. Dve krilo razidane v temelju, leseno krilo ni prida, to sem že videl. Očija zarida par komore, zlani, ne vem, če so še kaj urede. Ampak stara krila terodi, da so še kako nove. Ne bodo nove. 2 ducata srebrnih šlic, a si vedel, da za hišo so potrebni srebrne šlice. 2 lisičja kožuha, 4 veliki perci, 2 majhni, 6 parov svilenih, 6 parov volnenih oblek, 2 nočni hari, 2 dnevne, to si nisi skupaj nič.
kako hoče. Vse drugo pa je treba dobro pregledati. Zdaj to obljubljanje v hiši pozijo. Ko si jo želiš, ne najdeš ni drugega kot blazine in pernice. Ljudo prosim, spoštovana gospa, povejte mi, ali je gospodična doma? Je, počakajte tukaj, takoj pride. Klanjam se. Ali vam čas govoriti z očetom prelepe gospodične Gardije? Očetom, in kakav je skrajši očetom pa, jaz sploh nimam otrok. Evo, pustite. Najbolj še tu nikoli ne bo imel, Peter, na zopor. Brez tega človeka mi nekam sumljiv. Ne, še v isto kakor jaz. Morda imate kakšne posebne upravke pri tej hiši. Ne, opraviti imam nič. Kar tako sem prišel. Bil sem na sprehodu, pa sem se spodom oblatil. Laže kot cigar, ne ljubi se dan. Mora biti res zanimiva dežela ta Sicilija. Zelo prijetno mi je, da vidim človeka, ki je videl toliko sveta. Dobite vprašanje, s kom imam čas govoriti? Prostite, že Aki
poročnik ruske mornarice. Dovolite, da tudi jaz sprašam, prosim, s kom se ukvarjate? Ivan Pavlović Jajčnica, v položaju eksekutora visoke radi. Pravnik? Jaz sem tudi najprej želel postati pravnik. Na srečo sem študiral visoko šolo za pomorščaka. Ne, menda, me niste prav razumeli. Rekel sem eksekutor, visoki uradnik, a pišem se Jajčnica. Prostite. Bolj slaboslišni, se opravičujem. Rekli ste, eksekutor, uradnik. Pišete se pa? Sem že povedal, Jajčnica. Čajčnica! Čajčnica! Pa ne si misli, kar hoče. Še se ne voli kot pa Jajčnica. Kaj pa ne stoji, tu sem že prosil generala, naj mi dovoli, da bi se pisal Pajčnici, pa se bi si nasprotovali. Kaj? Često se sliši kot pači simo. Včasih je z imeni res tako. Pri nas v Skadri so imeli mornari in oficiri prečudna imena. Mislite, Dragonja, Cucer, eden izmed krmarjev se je pisal Kljukica. Samo Bogom, drugega nič. Kakšna druga ljudi? Kaj zaprav to pomeni? Pa menda ne, da so vsi ženili. Iz katere doline pa imaš te peteline, a? Kaj ni petelinov, to so sami pošteni ljudje. Ženilov kakor listje in trave, suknje pa vse brez vsake veljave. Nič vredno, blago. Vsak pevec, še niko kot vsak klebetec, ne gospod. Sploh kaj bi se napihoval? Suknjava kada mošnja brez zlata. Tvoji so pa gotovo vsi petički, vsak svoje rukno žepu. Kaj pa vendar počne zdaj nevesta? Gospodična Gatja se še oblači, če si to mislil. Ta vrata gotovo vodijo v njeno spalnico. Ne srameš predvrstni, saj te pravi, da se še oblači. Prava reč, pravzaprav odlično. Saj kaj pa je to, saj samo pogledam, to je vse. Ali bi smel biti tudi jaz malo radovina? Dovolite samo za trenutek. Saj ne nič vidim. Ne vem, ali je tisto bila ženska ali pa blazina. Nekdo gleda. Bral sem v časopisu, da bi radi dobavljali lesin drvo in ker sem eksekutor v državni službi, prišel sem povprašati, kakšen les imate, v kakšni količini in v kakšnem času nam ga lahko dostavite. Z dobavami smo sicer ne ukvarjamo. A vi ste zveseli i vaše ime, prosim? Eksekutor v državni službi, sicer pa kolegijski predsednik Ivan Pavlović Jajčnica. Hvala, sedite, prosim, gospod Jajčnica. Dovolite, prosim, gospod uniformnik. Jaz sem tudi videl v časopisku nekakšen odraz. Pa sem si mislil, zapeljem se tja. Travica posod, rožice, tako lepo vse. In kako pa se pišete? Poročnik v mornarici Baltazar Baltažarovič Ževahin II. Sedite, prosim, gospod Ževahin. Dovolite, zakaj ste pa vi prišli k nam tudi po podobnih opravkih? Zaradi sosedstva, kar tako. Ker stanujem predvsem blizu vaše hiše, pa sem videl, da se ljudje zbirajo, sem pa še jaz prišel. Lepo prosim, kar sedite. Dovolite, prosim, tudi vi. Kaj me res ne poznate več? In vi tudi ne, gospodična?
gotovo ste me že kje videli. Prevrysle bi. Kad nećemo će se vas pri Viljuškini. No, ravno pri Viljuškini. Oh, ne maraš, ne veste kaj se je zgodilo. Kako ne, gotovo se je poročila. Ne, to bi bilo dobro. Mnogo se zlomila. Vraćala se je pozno domov, pa jo je pjani kočija zvrnil. No, saj kar zdelo se mi je, da se je kaj zgodilo. Ali se je poročila, ali pa kaj zlomila. I kako pa se pišete? Ilja Fomić Počkarjo. A, dovolite, ne gre za me. Moj prijatelj, podkoljo sin Ivan Kuzmić, dvorni svetnik, opravlja imenitne posle in je sjajno izpopolnil svoje znanje. Za njega gre. I kako pa se piše? Podkoljosin, Ivan Kuzmić Podkoljosin. Njegov nadrejen je postavljen samo formalno, kajti vse posle opravlja on. Ivan Kuzmić Podkoljosin. A tako gospod Podkoljosin, kar sedite prosim. Začetka sem si glasbe. Mislim, da tudi gospodom ne bo škodila. Medtem, ko boste bili čaj, vas smem spoštovani gospodje nekaj malega povprašati. Upam, da imate radi glasbo. Seveda, pa še kako? Ah, dajte no. Ja sem, na primer, študiral svojo petje v visoki moskovski šoli. Ah ne, izredno me veseli. Rada bi slišala vašo nadarjenost. Gospodje, posebna izobrazba in ples tako veliko pripomoreta k harmoniji zakonskega življenja. To je resnica. Škoda je le v tem, da je gospod Bog pri meni zelo skoparil. Nocoj si želim nastopiti pred sebi skladbo, ki mi je najbolj pri srcu. To je La Donna Immobile. Pomislite, da sem to pesem prepeval v noči v sijajni družbi samih lepih deklet. No, pa začnimo, saj je zame tudi nocoj poseben trenutek. La donna immobile, qual piuma il vento. Pozdravljeni. Dobrotnica Rita, na trgu so mi povedali, da imate menda volno na prodaji. Ali je to res, gospa? Ja, ne morem verjeti, da me motite sredi skladbe poslušanja. Oprostite, tukaj nismo na tržnici. Ne spodobi se, da ste kar prekili. O, kaj bote, nisem prav prišel, ali sem že namudil? Morda pa ste že brez mene kaj zamislili. Prosim, gospod Starikov, bolje sice res imamo na prodaj. Veseli smo pa vas gledate. Kar sedite, prosim. No, saj je ena prijazna beseda. Kar nadaljujte, gospod Ževaki, izvrstno.
difficile, naravno succeda. Na Sicilii sem bil v poplavnem času. Če bi primerjali s tukajšnjim časom, rekli kako februarja. Zjutraj si šel v sončnem nebu, kar na letem pa dež. Ja, če si za dobro pogledal, je zares deževalo. Najhuje je v takem vremenu sedeti sam. Za ženjenim je to drugače. Nim tako dober čas. Če si pa sam, te kratko malo zopamo. Ja, da bi kar umoril. Kratko malo, da bi umoril za zmeraj. Res je, lahko se reče, da je vse to res. Še huje, to je kratko malo muka, da si včasih kar življenje naveličan. Ampak, gospodična, se mi zglede tudi za vaš okus. Oprostite, da vprašam tako naravnost, ampak kakšno službo se vam zdi najprimernejša za moža? Gospodična, ali bi hoteli imeti za moža gospoda, ki se spozna na glasbo? Ki predvsem ve, kaj so prostrane globine in širjave morja? Ali pa morda malce starejšega, visokega stanu, se pravi trdnega pa bogatega trgovca? Ne. Po mojem mnenju je najboljši mož človek, tisti, ki skoraj samo upravlja celo ministrstvo. Čemu se pretvarja? Zakaj želite ponizovati človeka, ki na primer služi v Peškolku, a vendar ne da ceniti visoko družbo? Gospodična, odreoštiva je seveda vaša. Gospodična, čakamo vaš dragoceni odgovor. Kako torej mislite vi, Agapija? Reci. Hvaljeni? Zelo mi je ljubo. Kaj da se to ne bude stati? Ne, dovoli vam delati sluza, odkajam. Te postanite vi namesto mene. Nerodno mi je. Prosim, Agapija, daj pa da jaz počem s tolikimi ženimi. Primerjajte sramotiš se. Kaj si bodo mislili, gospodje? Ne, res, jaz vem, da si pač mišljal. Agapija! No, poslušajte, pa to za vraga pomeni. Ne, več ne bi se kaj pripetilo. Morbiti je kaj danske toalete. Mogoče treba popraviti kakšno srajčko ali pa štopajtenček. Seveda, preveč vas je. Kaj tudi vam pripetilo? Kaj pa ne bi bilo povedali nič? Zakaj je v tem kavčna, kot da bi oddihnil? A ta pa prijetna gospodična. Ker takole naenkrat odih, to je slavo znamenje. V neprijeten položaj ste jo spravili, zato je odšla, ni več zažala. Prosim, da jo prostite, trebi ste pa povabljeni na čaj. Lepo vas prosim, treba pa še ta čaj. Ravno zaradi tega ne imam nasledovanja. Zdaj se šele prišlo komedije. Pridite jutri na čajček, pa na pomoči. Še na zdravniški pregled nas bodo poslali. Si to zapravo nič za tako preprosto zadevo, kot je ženitev. Vragi, pozite, jaz sem človek na čelni dolžnosti, jaz ne teden. Pridite jutri blanko za čeprina. Bog si ga vedi, kaj smo da še smislili. No, kaj misliš? Ni gospodična pravčeta? Res to daše mene, Miko, čisto zares. Hudiča, je čitna, res je čitna. Kaj ste rekli? Da je čudna? Ljubi, rekel sem, da je čitna. Oprosti,
bolj slabo slišim. Gospodična je pa zares lepa. Davide, vrak, ta bedak ima oči na pravem mestu in nazadnje še zaljubil se je. Te mi bo še skago vedel. Prav nič, Vičina, prav nič. Celo nasprotno, meni je strašno zoprna. Ja, pa res, njega velik nos ima. No, super, res nisem opazil. Drugače je pa kako rožica. Ja sem istega mnenja kot gospod Jajčnica. Nosi predolg pa pika. Ne, to ni tisto, to ni isto. Jaz celo mislim, da menda niti ne poznava nije visoke družbe. In še, ali sploh zna francosko? Kaj? Gosko? Pa se lahko vprašam, kdo je kaj omenil gosko? Rekel sem le, da dvomim, če gospodična sploh zna francosko. Oprostite, torej, če se gre za francosko gosko. Ne gre se za nobeno drugo reč kot neznanje francoščine. Saj zato se tako jezite. Saj je bila tukaj, zakaj pa niste govorili z njo francosko? Saj ni mogoče znati, saj pa vi možete znati pa perfektno. Ne, kje pa? Nisem imel sreče, da bi se učil francoščine. Moj oče bil neke vrste zanikanja, žigovedo, niti na umu ni prišlo, da bi naučiti francosko. Takrat sem bil otrok, z lahkoto bi se naučil. Nekaj, kar bi morali zvezo šigo, pa bi znal. Pa bi prav gotovo danes znal. Kaj pa bi imeli od tega, če bi ona znala francosko? O, ne. Ženska je nekaj čisto drugega. Ona mora to vsekako znati. Brez tega ženska nima prave vrednosti. Kaj to skrbi koga drugega? Jaz pa grem in si še hvališče ogledam hišo. Če je bilo vse tako, kot je bilo rečeno, potem še do svega pravimo. Tile petelički se ne zdijo prvega kako nadaljevali. To je vse prej nerodno in predrobno, ne bi stavili taki. Jaz odhajam z Bogom. Tudi jaz grem. Jaz tudi. Grem pokadit pipo. Ali nima pa iste poti do doma? Precej se gospodina poprekojiva skupaj. No, nekam visok s menoj. Gospoda, lepo si mejda, lahko noč. Lahko noč. Kar naravnost ti povem, ni več. Lej, kako to? Ali nisi rekel, da je čedno dekle? Je, no, pa vendar spet ni. Dolg nos ima in francosko ne zna. Pa kaj te zvedo? Kako bo tebi francoščina? Ali ni dovolj, da je čedna in lična? Drugi sta vendar ne mora znati francosko. Drugače, res nima nobene vrednosti. Zakaj le? Zato, ker, kaj jaz vem zakaj, ampak brez francoščine ni več tisto pravo. Poglej ga, neki bedak, nekaj sede, ti pa na vse nasedaš. Lepotica je, kratko mala lepotica. Takega dekleta ne najdeš, potem izlučijo je ne najdeš. Vse je bila meni tudi najprej všeč. Potem, ko so pa začeli drugi govoriti, dolg nos, sem jo pa malo bolj pobliže pogledal in sem res opazil, da ima malo predolg nos. To je pa nos predolg, je kaj malo tudi jezik. Ali nisi razumel, kam pa staco moli? Najlažje so govorili, da bi te obdiskutili. Jaz te pred drugimi tudi nisem hvalil, to se že tako prida. Ampak prijatelj, zares mislim, to ti je nekaj. Samo mi reči, poglej. To so vendar oči, za vraga, kar govorijo. No, pa tudi njenost. Sam ne vem, s čim naj bi primerjal tako čudovitnost. Moga je iz Marborja, še tako kako je vsak podoben. Ne dobro, ja poglej. Zdaj spet vidim, da je menda res kar se da lepa ženska. No vidiš, zdaj ko so si šli, so bila klevesti, se pogovorila in končajno zastovali. Saj si zato, ne?
Ne, to pa ne. Ja. Poslušaj. Nisi vedel, koliko da si bilo kandidatov. To bi bilo nesramno. Sama izbere po svojem. Le, kaj bi se brigal za druge in gledal še za druge? Raj si se brigaj zase. Ali hočeš, da jih vse odslovim v enem trenutku? Kako jih pa misliš odsloviti? Moja stvar. Samo daj mi besedo, da se potem ne boš več branil ženitve. Na, izvoli. Ne branim se. Rad bi se oženil in to čim prej. Roka, zdaj takoj. Roko? Na. No vidi, samo to sem hotel. Si videl, da sem tega ne umre. Saj res? Kaj da bi si mislil? Izbirati pa res težko. Če bi bil sam ali dva, ampak med 4 in več, pa zbiraj, če moraš. A nički ni ravno grad. Toda, ko bi ga postavili kolek, zelo hicen. Tudi pod konjozi je kar 700. In po pravici rečeno, jajčnica tudi. Prvakina. Ima tudi svoje odlike. Tako težko se odločiti, da ne morem povedati, kako zelo. Če bi se dalo ustnice pritakniti nosu pod konjozina in k njemu prinadlo še jajčnicove manire, bi se takoj odločila. Tako se pa vidi glasi. Moj Bog, kaj narediti? Kaj glava me boli? Mislim, da bi bilo najbolje želevati zaupati vse Božji volji, na koga pade tisnego, njihova imena napišem na listke. Listke, ki pognem, potem pa Božje. Dekleta imamo res tak nesrečen položaj, ko moramo med tolikim izbirati in poskrbeti pravega. Moški si teh žal spljutne predstavljajo. O, zdaj so vsi. Zaleži, potem pa dajmo karbo. Aj, kar strah me je. Aj, če mi Bog dal, da mi potegni na ručkina, ne, zagrebam do njega, rajši podpolnil si na. Ne. Zagrebam do njega, ne. Koga potegnem, tisnego. Joj, vsi. Vse se potegnila. Srce mi bo padlo. Ne. Samo enega moram, nič več potrebnega. Kaj se mi potegnila? Zverakina, kaj pa boli? Hodila sem reči, a Lučija, ne, nočem, koga mi bo penelo vzhoda? Zemite vendar pod konjozina. Najboljši od vseh. Kaj je naravnost odličen. Ste se ustrašili. Res gospodična. Zemite pod konjozina. Ste prisluškovali, se vam ne zdi, da ste malce nesramni? Sram me je. Nehajte no. Pred menoj se vam pa ni potrebno sramovati. Res me je sram. Njemu zemite, ne bo vam žal. To je pravi človek in spopolnil se vseh mogočih šolah in tečaj. Kako vam rečem, čudovit človek. Prestar je. Kaj pa drugi, kaj pa Lučki, to je vendar tudi zvrstni ženi. Dajte no, pod konjozinom se sploh ne more primerjati. Kaj ne? Zato ker pod konjozin je človek. Človek, katerega ne najdete zdaj pa. Pa ječnica? Tudi jajčnica ni tudi. Kaj niste opazili, kako neprijeten, naravno zoprn zadah ima, kakor da bi kdo peljal brojnico mimo. Tako vam povem, vsi skupaj niso nič. A kaj vsi skupaj so za nič? Niti počenega ruda niso vredni. Samo premislite, samo pretekajte. Na eni strani pod konjozin, na drugi pa trgovački, a nočki, jajčnica in vrag ve, kdo še vse.
se v postelji strašno slabo odrežejo. A res? No, to pa za moškega ravno pohvalno. Res je pa, da so zelo skromni. Ti niči, da so skromni, pretepači so, sami razgrajači. A bi res radi, da pa se prvi dan po poroki premotajo? O moj Bog, to bi bila nesreča, da je ni hujše. Jasno, če se požega si, res ne morete misliti. Po vašem mnenju naj to res zamem pod Kojosina. Seveda, njega, že bi ima zabavo. Pod Kojosem pa še vedno sedil strašičarnik od starega čunčuka. Kaj je to ne more? Torej mislite, da je res pod Kojosim pravi ženi zame? Vsekakor, pod Kojosem je najboljši za vas. A ona druga je pa najkar odsloni. Seveda, nemudoma, kot bi odrezal. Že, ampak kako naj to storim? Malo nerodno je. Kaj bo nerodno? Recite, da ste premladi za take petevine in da se noče premožiti. Tako, tudi vi govorili vame. Zakaj, kako? Staj se to že predvedeli, če bi imeli vse po na hoteli, se bilo to meni. Če pa hočete hitro praviti, pa recite kratko malo. Vi zginite med takim. Ja, malo je. Zakaj ne poskusite? Povem pa, da bodo takoj odnesli pete. To bi bilo pa le preveč, da bi zmerjala. Zakaj? Vseh ne boste več videli. Lepo pa le ni, hudi bo. Kaj če bodo hudi? Kvečemo, da petevini pljune od jeze. No, torej vidite, to je res tako velika sramota. Pa nekate, kolikokrat se je to že komu zgodilo? Zvoni? Najbolj si nekateri izmed njih, zdaj ne bi imala nobenega srečati. Ali nimate drugega izhoda? Seveda, po zadnjih stopnicah, ampak rečemo, da se vsa telesa. Nič, kar pogubno. Z Bogom, zdaj pa hitro bo pod Kojosina. Gospodične, danes sem prišel nekoliko prej, da si v miru pogovoril s vami. No, gospodične, glede mojega položaja ste si mislim jasni. Sem kolegijski prisednik, predstojniki mi imajo radi, podrejeni ljubovajo. Manjka mi samo življenjska sposobnost. Da, res, to morate dobiti in to čim prej. No, tako je. Zdaj sem jo našel življenjsko sopotnico. Recite naravnost. Da ali ne? Zelo mlada sem še, ne bi se še zdaj možila, potem je vsa stvar. No, količa, zakaj pa potem imate živito vašo posebno vapo? Ne da z besedo. Taka veda, da se človek ne more dobiti, ki v tej piši kaže, da resnično velega reda. Oprostite, gospodična, če sem nekoliko prezgoden. Tudi vi ste tukaj. Se opravičujem, da vas nisem takoj opazil. Moje visoko spoštovanje. Pravi, vzemite to spoštovanje. Ti daj, gospodična, kako? Recite se moram vzelo. Da ali ne? Mogoče sem malo bolj zgoden, kakor bi smel in kakor kažuje dolžnost, predvsem pa dostojnost. Moje spoštovanje. Dragi, ki prinesi. Da se te polomije tudi pošteni noge. Daj, gospodična, jaz sem človek na svoji dolžnosti, nimam veliko časa. Recite naravnost, da ali ne? Ja, da, predvsem ne, ni treba spraševati, ni treba. Kako da ni treba? V kakšnem smislu ni treba? Ne, hotela sem reči, pojdite ven, o moj Bog, kaj sem rekla? Kako? Pojdite ven!
marble tako trčejo. Zakaj, ali si kaj primetilo? To so grozne navade, planila je za praznič. Podajmo! To so grozne navade, vse kar je prav. To je njena slaba strana. Ima to navado že dolgo. Kar mladino, odkar se spominjam. Bolje bi bilo, če bi na palce bolj prodana. Baba, trapa, proče da bi kupljam, samo če izdote s premoženjem vse v redu. Kako naj bo vse v redu? Saj to je samo človek na človek. Saj ničesar nima. Kdo? Pa zidana hiša? To je sama bahanina da je zidana. Če bi videli, s čim so vsega izidana. No, zidovi so res izopeki, ampak vmes pa ves brak. Žaganje smeti, les in blato. Blato? Je to res? Gotovo da je res. Saj veste, kako se zidajo hiše. Samo da dobijo posojilo. Ta hiša vendar ni zadolžena? Kdo pravi, da ne? Ne samo zadolžena. Še obresti niso plačane za več let. In nevesta ima brat v senatu, ki je vrgel v oko na hišo. Takega grabeža svet še ni videl. Tu je stara posudova fioka govori. Ti beštija ti taka. Hoče pa tak pretiral in laže. Staro fioklo koreč bi sprašal. Če je to res, jo bom že naučil kožit moliti. Paradižnikov so govorili z njim. Dovolite, da vas še jaz nekaj vprašam. Ker ne zna francoščine, mi je nenavadno težko prosoditi, ali gospodična zna francosko ali ne. Ne vel? Ne vel. Kaj res? Gotovo, to bi zagotovo. Hodila je v šolo z mojo sestro in je zmeraj sedela v šolski klopi. Učitelj francoščine in zaradi njih znaznil. In še danes ni pripravi. Bože res, pomislite, ko sem jo zapletal, sem kar je dobro poslušno, da ne zna francosko. Brat, vzeti to s francoščino. Če ne bi vedeli s kakšnjo, bi se da mi upisovala kot največje umetnice. Gospod Jančica, hiša ste vidim sebe bližnice. Tu sa stara, niti v romanu ne najdeš tako lepega si. Samo da te dobim v roke. Oj, kako sem vesela, da ste že spremali. Kaj si spodnice za me, skak to pino malo sem. Takole ste me torej urfani fjokla. Zdaj pa ona sprava, zdaj pa se ne prava zabava. Kaj pa tako kričite? Čisto ste me ogljušili, niti besede ne razumem. Hiša je odzidana iz obleke in blata, ti si pa lagala, da je kamnita. Kaj pa jaz vem? Jaz je nisem zidala. Mogoče jo je bilo potrebno takrat zidati iz opeki blata, da se ne bi podrla. Je pa že koliko, da se razleze. Slišim, da je grozno zadolžena, da mi tek budiči trgali pred kreta, pa mi interesira. Poglej, Ano, daj pa še pretlinja. Vsak drug bi se spontano zahvalil za prijaznost, da sem se trudila zanj. Tisto malo, kar zaslužim, res ni vredno, da se tako verjaz menoj. Fjokla Ivanovna, meni ste natrezli, da gospodična zna francosko. Saj zna, in še po nemško, švedsko, kar hočeš, kakršnega ligiče, vse zna. Ni res, da zna samo rusko. Ja, no, rusko je najbolj razumljivo, pa zato govori rusko. Če bi govorila po kitajsko, bi bilo samo zate slabše, ker je ne bi nič razumel. Evo, pima, da sam da ti pokažem. Tam. To pino malo sam da ti pokažem. Ne moš mene, saj ne da si čudak. Bože se vila. Kaj se pravi, golfati poštene ljudi. Bože se vila. Ni vesti pa povej, da je na navada kuta. Slišiš? Zagotovo i povej. S Bogom. Glej, Ano, kako se je razjezil. Misli, da lahko tako robili, če je močan. Jaz pa pravim, da si napadanič vreden potepin, če že hočeš vedeti. To moram pa že povedati, prijateljica. Jaz ne bi vrnil, če ne bi doživel, da tako elegantno sleparite. Če bi videla nevesta tako izobrazbo, sploh ne bi niti moja noga ne bi pristopila tega praga. Da boste vedeli, hvala za tako prijaznost. Nezaslišano. Kakva sta pa nore govorila, ali pa sta pijana. Aj, ti smešnosti taka.
To je samo čelo spravilo pamet. Kaj pa reketa? Vidiš ga, teca, kako se kar navrši? Posrednica, ta ti znaženi, ta ve kako je treba. Vika, kako se kar navrši? Gotovo se je ranki zmešalo, ki so rokovi je spočela. Ljubi Bog, se bom počil od smeha. Za Božjo voljo, moje moči so pri kraju. Božji Bog, če se še enkrat nasmejem. Prav občudujem za vašo veselo naravo. Se ne vidi grešniko. Kaj je zraven prišlo na misel? Ona bi rada druge ženila, ja, kako neki. Jaz ga poženim, jaz. Ali res nam te ženi? Da, koga hočete, s katero hočete. Že veliko sem jih spravil skupaj. Res si pa, da me sedaj nihče več od njih ne pogleda. Jaz vam bom hvaležen do smrti. Ja, če je res tako, ne ženite s tukajšnjo gospodično. Vas? Zakaj bi se pa vi ženili? Zakaj? Saj ste slišali, da nima nič dobe. Dovolite, to je pa malce čudno. Saj... Nima nič dobe, sem vam že povedal. Ja, seveda, je to slabo. Ja, saj s takim nenavadnim, brezdignim dekletom bi človek tudi lahko živel brez note. Kaj se vam je pa tako priljubilo na njej? Priljubilo. Po pravici povedano to, da je tako polna ženska. Jaz sem tak ljubitelj polnih žensk. Jaz pravzaprav tudi, ampak a se ne more kaj prida postavljati, saj je kot nauka, ki se ravno kaj izpraznili. Izvolite, oprostite, vi niste da bi se ženili. Kako da ne? Tako pač med nama rečeno, kakšna figura pa ste s svojimi petelinimi nogami? In kar tako gotovo, kakšni pa ste? Ja, ampak, poprosim, kako s petelinimi? Tako pač s petelinimi, no? Zdi se mi, da je to čisto osebna... Oprostite, to sem vam povedal, ker vem, da sem videl človek. Komu drugemu tega ne bi povedal. Izvolite, oženim vas, ampak s katero drugo. A kako? Bi me radi oženili s katero bruho? Oprostite, ne obračajte besed. Jaz sem rekel, da vas oženim s katero drugo. Tako? Ne, bodite tako dobrotljivi in jo ženite s to. Izvolite. Oženim vas, ampak s enim pogojem. Ne vtikajte se v nič in nikar ne hodite ne vesite oči. Vse opravim brez vas. Kako brez mene? Brez vas. Vi lepo pojdite domov in čakajte. Še nocoj bo vse opravljeno. Mogoče bo nevesto zanimalo moj rojstni list? Ničesar ni treba. Vi lepo pojdite domov in čakajte. Vse opravim brez vas. Vem, ki stanujete in je sicer o vas tudi vse znano. Vi lepo pojdite. Seveda gotovo nekaj malega, da se bomo morali vprašati. Seveda, zelo sem hvaležen. Kaj je to, da podkovil si na list? To je pa res čudno. Ali si še vedno ne ljubje tiste 30? Kak hitro ne more? Kaj so odšli? Ni nikogar več. Kar odšli so, brez pravega vzroka. Kar odšli so, nikoga ni več. Če bi vedeli, kako so vsa tresa. Če se takega pa še ne. In kako je ta lečnica strašna. Kakšen tiran mora to biti. Kar nekaj mi pravi, da se bo vsak trenutek vrnil. Ne bo se vrnil, bez skrbi, stavi glavo, do teh dveh ne bo nobena več pomolitno v hišo. Kaj pa tretji? Kateri tretji? Kako bi rad slišal, kaj bo meni povedala. To je res rožica vseh rož. Srček moj. No, zavači. Saj, drag, so mi s Bogom govorite. To
Čuti se posebej not, saj je kratko malo boli za mena, kar je najhuje. On ima izrazito peteline noge. Kaj je pa zdaj to? Na osem je pa zvečeren človek. Ki pa, gospodična, in še povrhu je pijanec. Tega pa nisem slišal. Kaj je pijanec vodi? To še ni vse, lopov je, brez primere. Za tako slugo vas pa res niste prosil. Nekaj je primerno nazaj, vidite, da ni vreden vašega zaupanja, le pogledajte ga. Komaj stoji, tako vozi barko slika mi dan. Pokažite mu brata in konec besede. Odkolil si na podniku, ti si ga mi da mi bo pošteno pa vračal. Obljubuje, da me bo pošteno pohvalil in oženil. Je pa zasmehoval, čuden tič. Gospodična, ne verjemite, kaj je rekel? Oprostite, ni mi prav dobro, boli me glava. Mogoče vam je na meni kaj ni všeč? Veste, tukaj imam majhno plišico. Naj vas ne moti, je le začasno. To je od mrzdice. Zares, hitro bo to zrasti. Prav vseeno mi je, ali vam bomo zrasti ali ne. Gospodična, če oblečem črn frak, je moj obraz bolj bel in kažan. Tem bolje za vas, tole pazite, da se vam ne vname z Bogom. Gospodična, povejte vsaj izrok, zakaj ste taki z menoj? Ali vidite na meni kakšno pomanjkljivost? Ali je kaj drugega? Odšla je. Sedemnajsta nevesta. Kaj vi kaj rade? Vse imam, kaj je treba. Hvala Bogu, me narava ni nič prikrajšala. Ta je škoda, kako lepe gospodične. Ta je škoda. Ni naj opazil, se vidi, s kakšnim obrazom je šel. Ali ga je res ravno tako slovila, kako druge? Seveda sem ti rekel, kot bi trezal. To ti mora biti pa res sitno, če te takole kar na lepem odklonijo. Kaj ne bo sitnejše, celo zopadno je govoril. Ampak še zmeraj ne verjamem, da je kar naravnost rekla, da sem jaz najljubši ob tolikih petelinčnih visokih knjiganjev. Aj, najljubši, saj nora je tate, to je prava ljubezen. In kakšna imena ti je dajala, to je taka strast. Pa prijatelj, to kar vrejstje. To je res. Če ženska hoče in ko jo prime, kakšnih imen se domisli. Živ dan ne bi pršina, niso izrazi kot naprimer. Goloč, petelin, ščurkec ali pa drnkec in kaj je to? Opa, posuzetem. Boš videl, kakšno besede ne slišal. Saj prva 2 meseca. A je to mogoče? Pri moji časti. Poslušaj, prijatelj, zdaj je treba vse ukrepati. Povej zlobite vesti, povej razodeni ljubezen in srce in jo seveda že ta trenutek prosi za roko. Ja, seveda, kar. Ja, tako, da, trenutek. Pa vendar je kaj takoj. Seveda, že ta trenutek. Dobro so dredi. Gospodična Agatija, pripeljal sem vam najbolj umirljivega moža, hočem reči marljivega moža. Še nikoli ni bil tako zaljubljen. Nikar ne pretiravaj. Bodite pogumnejši. Zdaj vaju zapuščam s vama za trenutek v prijetni družbi. Samo jedilnico sklopim in v kuhinjo. Treba je samo pogledati, če so že vse pripravili. Kmalu pridejo plesalci in na takrat je naročena poročna večerja. Vino so že pripeljali, nasvidenje.
Se radi vozite? Kako vozim? Naprimer, na počitnicah se je zelo prijetno voziti štono. Ja, včasih nas tudi znanci povabijo na majhno ladjo. Kakšno bo poletje, se pa še ne ve, kaj? Zemljeni spremijo lepo. Gospodična, katere rožice pa imate najrajši? Tiste, ki lepo dišijo. Aha, to je gotovo tulipan, kaj? Tam je se cvetlice zelo podajo. Da, zelo prijetno, da spredel so rože. V kateri cerkvi ste bili zadnjo nedeljo? V Vozmeselski, predavno po katedrali. Sicer je pa vseeno, kateri cerkvi voliš, samo da je ena lepša okrašena. Zdaj je pa gotovo gasilska veselica, ne? Da, čez mesec dni bo menda. Še prej te čez mesec dni. To bo pa spet veselo. Danes smo 8., 9., 10., 11., čez 22 dni bo že, ja? Pomislite, da je tako kmalu. In današnjega te niti nisem štel. Rusko ljudstvo je pa zares pogumno. Zakaj? Delavci na strehi. Čisto na vrhu ti stoji. Šel sem mimo hiše. Cesar je popravljal sleme in se ni prav nič bal. Res? Kje pa je to bilo? Na cesti, veste, po kateri grem vsak dan na ministrstvo. Jaz grem namreč vsako jutro piš na vrat. Ja, ali že greste? Da, gospodična. Oprostite, če sem vas mogoče dolgočasila. Ah, to pa res ne. Če vas pa nisem, gospodična, mi pa dovolite še kdaj proti večeru, če bo letos še kakšen lep večer. Zelo me bo veselilo. Kakšen dostojen človek. Grem povedat spet. Ja, kaj pa zdaj? Kaj nisi z njo v sobi? No, saj sem bil. Zdaj je pa dovolj in grem domov. Zakaj domov neumnost? Zakaj domov te vprašam? Zakaj pa ne bi ostal tukaj? Saj sem mi vse povedal, kar je bilo treba. No, pa še čevlji me žulijo. Novi so. Torej, si odkril srce? Ja! No, bravo! No, tega ravno ne. Ja, zakaj pa ne? Kaj pa hočeš? Ali ne greš nekako strela z rasnega? Gospodična, dovolite mi, da se še nocoj poženim z vami. Jo, kaj pa ti? Ja, o čem? O kakšnih neumnostih pa sta govorila? Omenila sva se vsem in priznat moram, da sem zelo zadovoljen. Čas je minil zelo prijetno. Poslušaj, prijatelj, daj uredimo so stvar. Čez eno uro preko cerkev moramo po roki. Ali si znorel? Drevnik po roki! Zakaj pa ne? Ali nisi rekel? Ali nisi obljubil do besede? Drevnik po roki, pa kar takole, na vrat, da nos in tujo žensko. Ali nisi rekel, ali nisi do besede, da boš takoj bil za to, ko bo vsi drugi sedini odpravljeni? No, dal sem jo in nočem je požreti. Ampak da me ga takoj. Vsaj mesec dni mora več dolg časa. O, prijatelj, mesec dni, ti časi so mimo, kaj čo? Mesec dni ali pa 2. Saj se ti mešali kaj? No, manj da mesec dni ni nič. A veš li testo, da sem pravkar natakali naročil poročno večerjo? Poslušaj, prijatelj, če ne bodi tormas, poroči se drevi, jutri pride kateri drug ženi in tu zame tako lepo nevesto. Prosim te, še nocoj se zamitam. Kaj pa govoriš? Kako drevi? Jasno, poskusi.
Czy noczysz to zaradi sebe, pastori zaradi mene? Ale nisam tvoj najbolji prijatelj. Ja, prijatelj. Če pa to res ni mogoče. Jasno da je, jasno da je. Ne bodi tako trmast. Res ne, to je nerodno, zelo nerodno. Kaj je nerodno? Kdo ti to pravi? Ali želiš, da pokliknem? Ja, še za te ljudi. Tu me imaš, prosite. Do smrti me ne pozabite sluge, prosite. Vzemite se drevi. Ampak to ne gre, prijatelj, res ne, to ne bo šlo. Bedak, ti. Kar daj, prosim, zmerjaj, kar daj. Osel si, da veš. Kar daj, zmerjaj, kar ti duša da. Čemu sem se gnal? Čemu sem se toliko pehal? Samo za tvojo debelo rit in korist, bedak. Prosim, da se tako hudljivo trudiš in pehaš zame. Prosim, kar pusti me. Sam boš propadel brez mene. Če te ne oženi, boš ostal sam za vse večne čase. Kaj te to bega? Pa ne pušen samec več. Saj to je zame, ti me skrbiš, potica mesena. Ampak jaz ti nisem naročil, naj te skrbim. Potem pa pojdi k hudiču. Prav, pa grem. Pa da bi si ti spotoma zlomil nogo. Iz vse duše ti privoščim, da veš. In prisegam ti, da je zdaj med nama vse končano. In nikoli več se mi ne prikaže pred oči. Ne prikažem se ti. Naj gre k hudiču svojemu staremu prijatelju. Bedak! Je že kdo na svetu videl takega človeka? Takega norca? Sicer sem pa po pravici povedal tudi jaz sam. Ali bi te prijel in te temeljito po nosu, po ušesih, po ustih, kamor bi padlo? To je grozno, šel bo domov, se vlegel in bi povlekel. Hlada zoprna! Ne, če boš nalašč stopim za njim in ga nazaj privlečem tega cigana. Ne bo se mi spozil ta salamenska sobaza. Tako močno mi bije srce, da ne morem povedati. Kamorkoli se obrnem, povsod stoji pod koljosi, kako živ pred mano. Res je, usodi nikakor ne uideš. Zdaj me torej čaka sprememba stanu. Odpirajo me v cerkev, potem pa me bodo pustili samo z moškim. Kaj kurja pot me ubije. Zbog moje dekliško življenje. In koliko skrbimo. Otroci, fantki so pretepači, potem pridejo še deklice, majcene klepetulje. Še svojega dekliškega stanu se nisem utegnila veseliti. Gospodična, prišel sem vam razložiti neko zadevico. Toda poprej bi želel vedeti, ali se vam ne bo zdelo čudno, pravzaprav neumno. Zakaj pa gre? Ne, gospodična, povejte najprej, ali se vam ne bo zdelo čudno, kar vam bom povedal. Lepo vas prosim, kako ne bi se mi zdelo čudno, ko niti ne vem, kaj želite povedati. Ampak tega niste še nikdar slišali. Gre za to. Ampak to vam povem rajši kaj poznaje. Zakaj pa vendar gre? Kar povejte? Gre za to. Hotel sem vam razodeti, ampak vendar ne še dvomim. To je pa res pamet sopata, ne držini! Zakaj pa dvomite? Ker tako me ves čas dvomi spreletavajo. To je pa že preveč. Poslušajte, gospodična. On želi vedeti, če se hočete tako ženiti z njim, še ni bil nikoli tako zaljubljen in hoče povedati, da ne more živeti brez vas. Prijatelj, govoriš neumnosti. To je gospodična.
jeszcze ga. No widzisz, że gdaj mi na kogo se to prawie no. Daj to synokę. A kad zdaj takoj? Zadovoljen sam i odobravam vajino zvezo. Zakon je resna stvar. To nikar tako, kot da bi sedel na kolo in se kapelil. To je dolžnost. Podholil si, poljubi svoje nevesto. Zdaj to smeš, zdaj to moraš. Nič, gospodična, kar pustite, da vas poljubim. Gospodična, dovolite, zdaj mi pa ne dovolite. Kakšna čudovita ročica. Gospodična, zakaj imate tako čudovito ročico? Dovolite, gospodična, jaz hočem, da bi bila pa roka že ta trenutek. Vsekakor že ta trenutek. Kako ta trenutek? To je pa vseeno malo prehitro. Nič ne govorite, še prej. V tem hipu mora biti poroka. Bravo! Čudovito človek me vidim. Povem ti, da sem veliko pričakoval od tebe. Gospodična, zdaj pa nikar hitro se oblecite. Priznati vam moram, da smo že poslali pobliče in da smo že povabili godce, plesalce in svate. In tudi to vem, da imate poročno obliko že pripravljeno. Seveda, že zdavnaj. Tako se privlečem. No, prijatelj, zahvaljujem. Šele zdaj vidim vso tvojo uslugo. Rodni oče ne bi storil zame, kar si storil ti. Vidim, da si se pehal iz prijateljstva. Vse življenje bom pomnil tvojo uslugo. Prihodno pomlad na vsak način obiščem grob tvojega očeta. Veseli. No, pridi se do dobjana. Daj, da bi živela v izobilju, veselju, zadovoljstvu in cel kup otrok. Pred mano se odprl čisto nov svet. Šele zdaj sem spoznal, kaj je življenje. Seveda, me veseli. Zdaj samo stopim v kuhinjo pogledat, če so že vse pripravili. Takoj se vrnem. Lepo upana, za vsak primer krajši skrijem. Šele zdaj vidim, kako nespametni so tisti, ki se ne želijo. In če pogledaš, koliko ljudi je bil v taki svetoti. A če bi bil jaz vladar, bi ukazal, da se morajo vsi, popolnoma vsi oženiti. Ampak malo me je pa ne strah, če stvar dobro premislim. Zavezati se za vse življenje, do konca ni. Potlej ni nobenega izgovora več, nobenega kesanja, nič. In kako je vse to pripravil, da se še zavedal nisem? In tudi popriča že poslov. In vse je že pripravljeno. Ali res ni mogoče nikamor več? In tudi v vratih je že vse posod polno ljudi. Pa bi naj ga vprašal, kam pa kam? Ni mogoče. Ampak okno je odprto. Kaj, če bi
Fiotla, Fiotla, kierowczyni! Stoją wasze zobi, prodzajcie was kozy kluczami, co bazowala. Gdzie osobi? Seduje tutaj u sobie. Ojoj, se vidiš da to ni miga. Pred sobim tudi ga ni bilo. Zunaj sem sedela jaz. Kje pa je potem? Res ne vem, ki bi bil lahko. Mogoče je šel skozi glavna vrata, ali pa je v Marijini sobi. Teta, teta, kje je ženin? Kaj pa ide tako pijete? Ali je ženin pri vas? Lepo vas prosim, pri meni. Pred sobi tudi ga ni bilo. Tukaj ga tudi ni, saj vidite. Kakšna sramota. Kaj pa je? Kakšno pitje pa je to? Danes je čas za veselje. Mojega ženina od poljubsina ni nikjer. Kako da ne? Kaj je odšel? Ne, odšel tudi ni. Bega si ne more misliti, kje bi bil lahko. Ves čas sem sedela pred sobi in se nisem galila iz mesta, saj ni tu. Razen, če si je skril. Gospod ženin, kje ste? Ne vrite norcem. Pokažite se hitro. Kakšne šale pa so to? Ivan Kuznik, poljubi. Nerazumljivo. Glejte, okno je odprto. To je sramota. Poslušajte, kočkarjo, ali ste hoteli komedi uganjati norce vriti z nas? Ste vam hoteli to ne da za kuha? Fel, posramotite gle predvsem mesto. Jaz ne bi mogla česa takega storiti. Očitno svojo jezičnost izkoriščate samo za zdravljenjske barije. No, to je za tisti, ki ve, kako je treba urejati te reči, ki zna brez posrednice Fiokle spes poroko. Res, da imamo vsakršne ženine ogoljene in oskubljene peteline, ampak taki, da bi skozi okno skakali tako, pa nisem imela. Bolje da grem. Vse pa vendarle, še ni izgubljeno. Dobro premislite, Ilija Fomič Kočkarjov. Kolikor vem, ste nevesti veliko bolj pri srcu vi, gospođeni dobanski posrednik Kočkarjov, kot pa tisti strahopetni pod koljosim. Kaj pravite na to? Pravim, da ne vem pravzaprav, kaj govorim. In če dobro premislim, je to, kar pravite, čisto prav. In jaz nimam nič proti temu. No? Če je dama za to, se še dnevi poročiva. Srečnejšega in lepšega trenutka se nisem nikoli želela. No, plesalci, svati, izbrali si, zdaj pa le veselo. To bo pravo veselje, le kdo v mestu še ne ve, da ženitev brez Fiokle ne gre in ne gre. No ja, morda bo pa še kdaj tako, da bodo od dekleta prosile fantiče za roko. To pa res vse vrste petelini na tem planetu.